Ilirska Bistrica se je od časov avstro-ogrske monarhije, Italije, socializma in osamosvojitve Slovenije neprestano razvijala. Z današnjo gostoto hiš in industrije bi težko verjeli, da je pred dobrim stoletjem izgledala nič več kot vas sredi zelenja. A ravno to razkrivajo stare razglednice, zbrane v galeriji Doma na Vidmu. Razglednice so en zelo lep dokument, ki nam priča, kako so se mesto razvijalo. Na njih so ohranjene tiste spremembe, tiste stvari, ki jih naprimer danes ni več, naprimer bogate stavbe ali pa stavbe, ki jih ni več, ali pa dogodki in tako naprej. Delček zgodovine imamo v zbirki tako in to me je nekako privlačilo, da sem začel zbirati in tudi svojo zbirko bogatiti. Razglednice bogatijo tudi potep, saj se obiskovalec zaveda odtisa časa in ljudi, ki so skupaj oblikovali današnjo podobo mesta, pa čeprav v različnih obdobjih. Spokojen prizor cerkve svetega Petra nad Ilirsko Bistrico dokumentira na razglednici začetka prejšnjega stoletja, isti kraj danes. Tako je včasih izgledala ulica do glavnega trga, takšna je danes. Trg, ki mu domačini pravijo plac nekoč, plac danes. Nekaj se je spremenilo, v glavnem časih je bila avtobusna postaja tukaj. Na mestu knjižnice je bila nekoč trgovina s tekstilom, to je bil nekoč gasilski dom. Še pred temi razglednicami je čez trg tekla reka Bistrica, danes jo odkrijemo, če pokukamo med ti stavbi. A nekaj se z leti ni spremenilo. Glavni center je ostalo tukaj, na placi, ne? In vse, kar se dogaja tukaj, od semnjo naprej do kulturnih prireditev. Nekoč je bila tik za placom idilična Vencinova hiša, kjer so v Bistrici ženske prale perilo. Danes pa, k sreči podoben prizor, le manj spretnih peric je. Bistrica je od nekoč dajala kruh Bistričanom in je v bistvu kriva za sploh nastanek in razvoj mesta, saj so ob Bistrici bili številni mlini in žage. Kljub številnim potokom pa se Igor Štemberger spominja, kako se je v mladosti hladil tudi v mestnem bazenu, od katerega je danes ostala le skakalnica. A nič zato, poleg je namreč Kindlerjev botanični park. Ko smo bili mi mladi, smo sodelovali s tem gospodom Kindlerjem in smo urejali ta park. Imamo tudi fotografije, kjer smo zgrabljali s tem, tako da sem prav vesel, da je iz tistega, kar je izgledalo nekaj utopičnega, nastal takle park in prijetno sprehajališče. Pred desetletji je bilo sprehajališče tudi glavna cesta pod občino. Občinska in okoliške stavbe so ostale iste, a prometa je občutno več. Tudi pri drevoredu se je razmerje med drevesi in avtomobili danes obrnilo, posledično je zraven zrasla bencinska črpalka. Bolj kot po gorivo pa se v Bistrico izplača na razstavo v Dom na Vidmu, ki je za zdravstvenim domom in domom JNA nastal tukaj. Po vseh razglednicah in potepanju je pohodnik kmalu lačen. Najstarejša gostilna v mestu je prava izbira. Gostilna pri Matetu je stara zdaj 136 let. In to je bila furmanska gostilna, torej, ko so vozili iz gozdov hlode, les za Trst in reko, so tle ljudje prespali in zjutraj nadaljevali pot. V vse bolj modernem mestu, ki se trudi ohraniti svojo zgodovino, bi bilo v družbi prijaznih domačinov še marsikaj za videti, a tudi sodobni furmani morajo na pot s poslano razglednico za prihodnje generacije.